Dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Kaj in Katja raziskujeta. Tokrat pa se nahajava v Poljanah nad Škofjo Loko, kjer sva si prišli pogledat cerkev svetega Martina. Danes bo oddaja posvečena svetemu Martinu. Sveti Martin je eden najbolj znanih svetnikov v krščanskem koledarju. Znan je predvsem po svoji miloščini in pa povezanosti z vinogradniki. Župnijska cerkev v Poljanah je bila prvič omenjena leta 1291, porušena pa leta 1954. Kaj več o cerkvi in župniji pa nam bo povedal župnik in prvi slovenski vikar Jože Plut. Živijo in Bog daj, dober dan vsem skupaj. Naj se predstavim, najprej sem Jože Plut, župnijski upravitelj v Poljanah nad Škofjo Loko, drugače imam še veliko drugega dela. Sem vesel, ker tako človeško govorim, ker po statistiki še vedno spadam med mlajše duhovnike v ljubljanski nadškofiji, čeprav jih imam že skoraj 60, povprečje namreč 62 let. In sem z veseljem tudi župnik v Poljanah. Moja življenjska pot se je začela na Dolenjskem, študiral sem potem v Ljubljani na teološki fakulteti, bil sem župnik v Mokronogu, potem sem delal v Škofovih zavodih kot profesor verouka pa vzgojitelj, duhovni vodja. Potem sem bil v vojski 16 let, sem bil prvi vojaški duhovnik, še prej seveda moram povedati, sem bil udeleženec vojne za Slovenijo, kar pomeni, da sem veteran, ne zaradi leta, ampak zaradi udeležbe v vojni za Slovenijo. Potem, ko sem končal z vojsko, sem bil v stolnici župnik, potem na policiji, zdaj sem pa v Poljanah, vmes sem še vedno arhidiakon za Gorenjsko, pa malo delam tudi na družini. To je tako moj opis, vmes sem tudi doktoriral z področja teologije in antropologije. Z veseljem sem duhovnik in sem ponosen, da sem moški, da sem Slovenc in da sem duhovnik. In z veseljem sem vse troje. In se mi zdi zelo pomembno, da kot tak človek tudi živim in to o tem pričujem tudi navzven in drugim pripovedujem svojim stilom in tudi z besedami. In hvala Bogu, za to imam kar veliko priložnosti, ker vsak dan lahko malo popridigam in ljudje me poslušajo. Drugi bi radi pridigali, tako v šali povem, pa ne morejo, ker jih nihče ne posluša, jaz pa imam to priložnost. Poljane, v katerih sem zdaj župnik, so pa res nekaj posebnega zaradi zgodovine. Župnija je že preko 600 let stara. Medvojna pa povojna zgodovina je zelo zanimivo. Recimo en tak primer je tukaj, če pogledate na vaši levi, je kip svetega Martina zdaj. Prvotno je bil pa kip svetega Miklavža. Namreč, ko so cerkev požgali 54. leta, niso našli več kipa oziroma je bil uničen svetega Martina in potem so preprosto spremenili svetega Miklavža v svetega Martina, farnega zavetnika. Skratka, v Poljanah se zgodbe dogajajo, tudi svetnike spreminjamo. Ne njihove identitete samo na sebi, ampak dodajamo novo dodano vrednost. Skratka, sem vesel, da sem tukaj, ponosen, nič mi ne manjka in se veselim življenja še vsega, ki je pred menoj, tja do odhoda v Gospodovo naročje. Bližamo se prazniku svetega Martina. Med drugim se ga spominjamo kot svetnika, ki je dal svoj plašč beraču, da bi berač skril svojo revščino. Kako pa vi v župniji obeležite ta praznik? Mi ga kot farnega zavetnika zelo častimo in smo ponosni, da je že čez 600 let patron naše župnije, pa že tudi prej je bil, že v romanski cerkvi, taka so pričevanja. Skratka, praznujemo ga tako kot na neke vrste žegnanski dan, naredimo zelo slovesno sveto mašo, če se da povabimo tudi kakšnega škofa, če imajo škofje čas. Pevci pojejo najlepše, kar zmorejo, sodelujejo po maši, imamo tudi agape vedno, to se pravi druženje. Nazdravimo tako, kot se za svetega Martina spodobi, z dobrim vinom z Dolenjske, Štajerske ali Primorske, ker tukaj ni vinorodna pokrajina, pa tudi s kuhanim vinom, pa še specifično. Skratka, naredimo eno tako slavje v duhu prve cerkve, zato si prizadevamo. Imamo slovesno liturgijo, potem pa drugi del liturgije, to je pa agape. In tudi letos bomo imeli tako. Se veselimo tudi zaradi tega, ker imamo poleg Martinove nedelje, praznovanja našega farnega zavetnika, še tudi spomin na 1050-letnico,
ko se Poljane prvič imenujejo s tisto darilno listino, ko so frajzenski škofje dobili to dolino v posest, in smo tudi na to zelo ponosni, da se naš kraj vsaj toliko časa že imenuje znano. Morda je še kakšna starejša listina, pa bodo prihodnje generacije v kakšnih arhivih odkrili. Letošnjo nedeljo bo pa še dodatno, ker bomo imeli med seboj nadškofa, ki bo hkrati krstil še 6. in 7. otroka. Pravzaprav se malo hecamo, da bi 6. lahko krstil arhidiakon za Gorenjsko, to sem jaz, 7. bi pa gospod nadškof, tako da bomo imeli en tak čudovit nabor dogodkov in se v bistvu zelo veselimo letošnjega svetega Martina. Ko ste nama pokazali malo cerkev, so mi takoj v oči padle te stene oziroma ta okna barvna. Kaj v bistvu predstavljajo? Vse notranje opremo, če tako rečem, umetniško, tako barvna okna, vitraže, kot to sliko čudovito Kristusa na križu z obima stranicama, je naredil duhovnik in akademski slikar Kregar. In to je eno večjih njegovih del. Predstavlja pa v bistvu na levi strani, če gledamo proti oltarju, predstavljata zgodbo križevega pota na tak moderen način, kako Kristus prijema križ, kako ljudje držijo stisnjeno pest in ga naganjajo, se jezijo na njega, kričijo križa naj bo. Potem kako z vrčem nekdo mu ponuja, ko je bil žejen, potem so prti z Veroniko in potem ena redkih podob, ki je na tem velikem vitražu, to je pa Kristusova glava s trnjavo krono. Na drugi strani v bistvu imamo pa še že Kristusa na Kalvariji, ki umira in potem vstajenja, zato se tudi barve čisto spremenijo, gredo iz takih zelenih, modrih v rdeče, v rumeno, v barvo življenja, barvo nebes. Pa tudi ta Kristus za nami je zelo čudovit. Jaz se ga spominjam kot fotografijo na učbeniku za verouk v naših mladih letih. In nisem vedel, sem vesel, da sem zdaj tukaj noter. Skratka, se čuti, da umetnik je bil tudi duhovnik. Ni nujno, da je vsak umetnik duhovnik, ne mislim tega trditi, ampak če ima pa ta na nek način izrazito duhoven odnos do teh človeka presegajočih stvari, kot so resnica, lepota, pa se to v njihovi umetnosti vedno odseva. In tako se tudi tukaj v naši cerkvi odseva ta presežna lepota, ki jo je Kregar na čudovit način izrazil. In je lepo priti zvečer ali pa zjutraj, ko sonce sveti skozi te vitraže, ali pa zvečer, ko sveti. Je čudovita barva, igra lepote barv, odsev nebesno. Bili ste tudi vojaški vikar. Kakšne spomine imate v bistvu na tiste čase? To so pa lepi spomini, tudi zaradi tega, ker je bilo 16 let mojega življenja, v bistvu najdaljša stalna etapa, tako da sem bil tudi zaradi tega, ker sem bil kot prvi, je bilo treba veliko vzpostaviti stvari, ko si v bistvu tipal svoje poslanstvo znotraj okolja, ki je bilo vsem tujem, vključno z menoj, čeprav sem tudi veteran vojne za Slovenijo, ampak v bistvu smo 9 let po vojni, se pravi, ko smo imeli že mi demokracijo, smo začeli pripravljati te stvari. En primer naj povem, ki je zelo nazoren, kako so ljudje, za katere sem vedel, da so verni. Pa ko sem jaz prišel tja, so se me kar malo izogibali. In mi je bilo nerodno malce z menoj. In so prvi prišli kakšni taki, ki so se šalili, jaz sem pa trdeč, ampak ti vidim, da si v redu, čeprav sta črn. Tako, v šali so rekli in so prišli z menoj, da smo začeli malce. Pa tudi sam eno tako stisko, ko sem imel, a naj naredim križ ali ne? Pred kosilom, pa si rečeš, Jože, a te je sram, da si kristjan pa duhovnik? Ne, ni me. Torej, in so vsi sprejeli, ko so z menoj jedli, tudi če niso bili verni in praktični katoličani, da sem zmolil pred kosilom. Drugače pa čudovite zgodbe vojakov, to so res srčni ljudje, vojaki in vojakinje. Če se sem predstavljati, ti možje pa žene, dekleta, so pripravljeni za tistih nekaj 100 evrov dati svoje življenje za to, da mi lahko v miru živimo. Podobno tudi s policisti. Mi se ne zavedamo, kako pomembno vlogo opravljajo. In vedno govorimo negativno o eni in drugi strukturi, ampak dejansko tudi, da mi mir uživamo, da smo relativno varni državi. To je na tem osnovnem področju to
zasluga vojakov, varnostnih služb in seveda toliko bolj policistov še. Umreti za par 100 evrov, zato da mi imamo mir pa varnost. Veste, kaj to pomeni? To so res srčni ljudje. Pa tudi tukaj je enkrat en neveren vojak, ko so mene zafrkavali kot duhovnika, tako pa je on prišel zdraven, pa je videl eno skupinico, ki se norčuje z mene, pa z cerkve, pa me takole objame, pa sem vedel, da ni veren. Pa tako na glas reče, da so vsi tisti obtihnili. Mi objame takole čez ramo, pa reče, oče, ampak če bi pa tebi kdo kaj hotel, pa sem preko mojega trupla. In oni se pogledajo, poberejo v trenutku. Ne? To so vojaki, taki srčni ljudje. In je ogromno zgodb, ne? Res ogromno zgodb, ki jih nosim v svojem srcu, nekatere so zapovedati, druge niso. Predvsem pa treba vedeti, da so to res srčni ljudje. In zaradi službe, ki jo opravljajo vojaki in policisti, si zaslužijo tudi organizirano duhovno oskrbo. Ne? To bi pa rad poudaril. Ker to je tak zaključen sistem, da lahko deluje samo takrat, ko ima znotraj vse. Ne? In seveda potem znotraj sodi tudi duhovna oskrba. Ne? Pravica do izpovedovanja vere, zasebno in javno, sam in skupaj z drugimi, je ena od temeljnih človekovih pravic. In država je dolžna zagotoviti državljanom v uniformi, vemo, da zapornikom tudi zagotavlja, ne? Posebej pa še uniformi, torej ljudem, možem in ženam, državljanom in državljankom, ki skrbijo za našo varnost. Če komu, bomo pa menda ja nima, ne? In država bi morala to blagoslavljati, pa vse narediti, to se pravi, optimalizirati osnovne temeljne človekove pravice, potem pa lahko debatiramo od tercialnih, kvartalnih, da ne bom našteval še kakšne druge. Na družbenih omrežjih so vas zasledili, da ste v župniji zelo dejavni. Nekaj dni nazaj ste imeli po nedeljski maši celo tečaj oživljanja. Imate veliko takih raznolikih dejavnosti. A ni lepo to, da se učimo, kako omogočati življenje, ne? Kaj je konec koncev naše temeljno krščansko sporočilo, ki ga želimo podati? Kako je človeško življenje lepo, kako je Bogu ljubo človeško življenje, da je postal eden izmed nas. In kot pravi že stara zaveza, ne, veselje Božje je bivati med človeškimi otroki. To se pravi, prinašati življenje, veselje, vse tisto, kar omogoča eno zdravo, polno življenje. In oznanja to veselo novico, kako je lepo biti človek, kako Bog ljubi človeka, kako Bog ljubi vsakega človeka, kako smo povabljeni živeti življenje na polno, kot moški, kot ženske, od spočetja do naravne smrti, če uporabim zdaj ta celoten razpon, to se pravi, ga živeti z eno radostjo in veseljem. Saj to je to. In se mi zdi, seveda moramo biti pa kristjani, tudi duhovniki in škofje, diakoni in vsi v bistvu prvi, ki bomo to sporočilo veselja nosili naprej s stilom svojega življenja, tudi z obleko, kadar je potrebno, ampak obleka ne naredi človeka, mu sam pomaga, da je, pa tudi z besedo, ko je treba, in z raznimi dogodki. Zato seveda imamo v naši župniji že kar precej stvari, ki so čisto duhovne, verske, pa tudi se vključujemo v take dogodke, ki jih organizira občina. Hvala Bogu je tukaj normalno sodelovanje, ne? Tukaj se ne gledamo kot preko ograje ali kot tujci ali pa kot nasprotniki, ampak skušamo živeti kot ljudje, ki nam je dano živeti v tem raju pod Triglavom, v tej lepi Polanski dolini. In stopamo skupaj, kadar je le mogoče, si gremo na roke, si pomagamo, vsem dobrom. Torej, kar pomaga človeku, je treba podpirati, ne? Kar pomaga človeku biti človek. Lahko še omenim seveda, da imamo recimo 5-krat na leto imamo ob nedeljah mi rečemo družinska kateheza. To ni isto, kot imajo v nekaterih župnijah družinski verouk, družinsko katehezo. Imamo zdaj tudi to. Ampak mi enkrat recimo na mesec pa pol, en teden nimamo verouka, pač povabimo vse družine, da pridejo v nedeljo in imamo tematsko, narekovajo tematsko mašo in tematsko srečanje, potem imamo katehezo za odrasle, za starše, ponavadi s kakšnim gostom, za otroke imamo po triadah, vključno z predšolskimi poskrbljeno, kar 40-50 ljudi dela na tem projektu, in potem imamo še kosilo. In to je prav lepo videti, ko pride recimo 400, 500, 600, v glavnem otrok, pa še mame. Ne? Potem imamo polanske pogovore, enkrat na mesec imamo zdaj po novem tudi verouk za odrasle, ali katehumene, karkoli hoče. Imamo zdaj že 3, počasi bo 4. zakonska skupina, mladinski verouk, pevske zbore, in še bomo imeli, in sem vesel, pač moj princip je
in se mi zdi, da je tudi zdaj iz tega duha sinodalnosti, ki se dogaja v cerkvi, da bi čim več laikov sodelovalo. Ne, da jaz vodim, pa se vtikam v vsako stvar. Delamo skupaj in dejansko sami verniki večino stvari že vodijo. Mene sem pridejo še potem vprašati, pa grem na sestanek, kar je tudi prav. Ne? Tako kot je načelo zakonske skupine, ne? Ko se zakonska skupina, čeprav je duhovni vodja tam, pa ne sme biti v breme. Se pravi, ker preprosto ne moremo vsega organizirati. To mora iti iz notranje inercije ali življenja cerkve. To je to. Avgustovsko ujmo ste v bistvu doživljali tudi vi. Zapisali ste na družbenem omrežju, da je bilo okoli cerkva v bistvu 170 cm vode. Kako ste v bistvu to občutili, kako ste se rešili, izvlekli iz tega? Jaz sem eno tak, morda recimo temu milostni dar. Če bolj treska, bolj grmi, bolj je napeto, jaz sem bolj miren. In tudi ko smo potem, ko se je voda toliko že umirila, da smo lahko prišli do cerkve, recimo dogodek od cvirk, odpremo vrata, zunaj je bilo prvotno 1,70 m vode, potem okrog cerkve je bilo okrog 30 cm tistega mulja, in ker nisem imel škorna, ko so bili noter, pa ta dežni plašč, sem šel seveda bos po tistem mulju, in odprem vrata, smo umaknili zapornice, smo videli, da noter, hvala Bogu, je bilo samo 20 cm vode. Ampak jaz pač grem po tisti vodi, tako kot sem od zunaj hodil po mulju. Takrat se pa elektrika prižge noter, luči. In mene stisne, Jože, elektrika prišla, se te bo ubilo. Ne? Ampak si v bistvu ni bilo nevarno, samo občutek. Ker če bi bilo kaj narobe, bi elektriko že prej, avtomat bi se izklopil. Drugače pa sem skušal biti z ljudmi, obiskati čisto vse, ki jih je prizadelo, za nekatere sem zvedel šele čez kakšen dan. Ljudje so bili veseli, da sem prišel do njih. Jaz sem se kar odločil, ker nam je tudi del kleti poplavilo, sem kar vzel steklenice mašenega vina, sem odnesel v avto in kamorkoli sem prišel, če mi le ni že zmanjkalo, sem dal steklenico vina, pa povedal takole. Sem rekel, zdaj pa, ko že imata mož in žena, ko imata toliko dela, sem rekel, pa nalog za opraviti, vama bom jaz še dal eno nalog. In sem točno videl, kar takole ste naredili, pa še župnik boste živ. Pa rečem, ne, zvečer, ko boste utrujena in boste povečerjala, gledajte, tle imata steklenico sladkega mašenega vina, z molitev Oče naš v zahvalo, da ste živi, da ni bilo hujše, en kozarec spijete na mojo odgovornost, ostalo me pa ne zanima. Ne? In smo se lepo sprostili. Tudi zanimivo je, da so ljudje tukaj, ko je bila ta akcija nabirka, da smo zbrali med največ v naši nadškofiji, čeprav so pomagali ljudje sosedom. In da so verni in neverni hodili skupaj. Tudi meni so ljudje, ki jih ne poznam, so prišli, so rekli, župnik, pogledajte, tole ne želimo biti imenovani, vi vemo, da boste dali tistim, ki potrebujejo. Ne želimo pa, da vejo. In tako, če rečem, da smo zbrali kar visoko vsoto v tisti nabirki, je vsaj še toliko so ljudje meni prinesli, da sem dal neposredno tistim, ki so bili najbolj v stiski. En gospod v pokoju, recimo, ta primer pa bom povedal. Kadarkoli sem ga videl, sem je tako kar malo zasmilil, sem rekel, lej, revež najbrž potrebuje kaj pomoči. On je prinesel 2000 evrov. Je rekel, župnik, vi boste razdelil. In res biti z ljudmi, potem pa tudi župnija smo se odločili, še potem to prvič javno povem, smo vsaki družini, ki je bila poplavljena, namenili nekaj 100 evrov. Čeprav bomo župnišče gradili. Ampak če ne bomo videli ljudi, ki so okrog nas in z nami in so v stiski, in smo, ne glede na to, a hodijo k maši, a so verni, tudi med nami živijo že pravoslavne vere, muslimani celo, neverni. Mi smo dali vse, smo šli kar ob potokih, pa se znam naredili. In vsakmu smo dali, kolikor smo mogli, toliko, da smo pokazali, da župnija, konec koncev cerkev čuti s temi ljudmi. Da morda so mnogi tudi začutili, recimo, božji nagovor po našem takem dejanju. Jože, hvala, da smo lahko prišli in da ste si vzeli čas za naju. Z veseljem obema, hvala lepa, in tudi vsem, ki boste tu poslušali, želim veselja, ponosa, kaj ne rečem, prave pameti, pa izkoristimo življenje, ki nam je dano. Živimo življenje na polno.